Dobro jutro, dragi moji. Upam, da ste v redu, da imate prečudovit dan že. Mi je čudno zdaj to sonce, tako nekako ura mi hecno gre. Muske vam nisem dal v štartu iz enega razloga, ker sem se odločil, da vam dam najprej en tak posnetek, ki lepo nakazuje situacijo, kjer se nahajamo. Pa jo bom jaz kar dal, veš, evo ti ga. Vidiš, tole kača, tle desno spodaj ima pa glavo in evo ti ga. Takole kača, klopotača, ki je brez glave, ugrizne samo sebe. Tu smo, sistem je brez glave, ne more več funkcionirati in zdaj je v bistvu situacija taka, da bo v bistvu sam sebe požrl, in to je bil tudi master plan, osnovna ideja ekipe Q, da sistem požre samega sebe in tle sem jaz opozarjal vse podpornike sistema, ne ga srati, izpljunil vas bo ta satanski sistem in po temle posnetku se mi zdi, da bo sistem celo sam njih uničil, ne sem izpljunil, ampak jim še škodoval, tako da še enkrat, bejščevo je, daš tisti, ki želi kaj še imeti od življenja, pa je sodeloval s sistemom, naj nemudoma pri sebi razčisti, kje, kaj, kako, zakaj, ker neizbežno je, ali jih bo sistem sam, ali pa se bo srečal z sodišči belih sil, belih klobukov, ali pa ljudi s dušo in srcem, ljudsko pravo, ljudska pravica, kjer je jasno določeno, kaj je prav, pa kaj prav ni. Ne? Evo, zdaj pa vam dam malo mičko bolj nežno temo, je prav. Ne, eno takole. Temico, adijo, Angelina. Vse to super. Čakaj, jaz sem vam pripravil kar nekaj stvari še, zdaj odkar imam nov program, pa zaradi tega ostajate brez slike. Ko bomo nabrali sredstva, bom kupil tudi mašinerijo boljšo, imam že stvari ogledane. Ampak okej, mi še čas, ker mi v bistvu v tem, da imamo veliko ideje, v tem, da si veliko predamo, da veliko razumemo. Ena takih pomembnih stvari sem rekel, vam je moram predati, odkar objavljam izključno svoje vsebine tam na Facebooku, kjer piše, kaj imaš v mislih, tam noter jaz nekaj napišem, ali pa skopiram, nek prevod ali nekaj. Tam jaz nisem blokiran. Kaj zdaj tu meni pove? Jaz sem vam že nakazal, daj bodite kreativni pa napišite nekaj iz sebe ven, bodimo dobri originali, ne pa slabe kopije. Prav, tam od spodaj ni treba, da piše tako velika stvar. Ni potrebno, da je grozno zakomplicirana, sofisticirana, boste rekli, jo, ti znaš pisati, jaz pa ne. Lahko sam napišeš, sonce je lepo, sonce rabimo, rada imam pomlad. Veš, čist malo je treba, da rečeš, tole je moja kreacija. In bodimo kreatorji in kreirajmo. Se pravi, čujem, kavica mi je nazaj prišla. Kreirajmo svoje stvari, ker mi smo kreatorji in smo unikatni in skupaj bomo. Mi smo do zdaj mnogo stvari delili, poglej, kaj se v Nemčiji dogaja, poglej, je že ta video pripravil, pa smo delili. Ne, mi moramo začeti oddajati stvari iz sebe ven. Jaz se trudim že, se pravim, eno leto je že naokrog, kar se trudim oddajati iz sebe ven. Sem se zaletel v ta njihova idiotske vprašanja, kje ti je pa ver. Mislim, zdaj, če jaz rečem, ver mi je gospod Jože, kaj boš šel do gospoda Jožeta, pa boš rekel, Jože, kje je pa tebi ver? Ne? In tako je v bistvu neskončen cikl, če bi se tel zabavati. Ampak jaz nisem v tem svetu bil verodostojen, gospod Krek je pa bil verodostojen. Mislim, gospod Drek Krek, ne pa gospod, to so pijavke, satanizem brez primere, iz Fafangli vred in vso politično drhaljo, da ne gremo dol v medicinsko, državno, občinsko jebo, kjer ni čist nič drugače. Jaz se spomnim pred enim letom, ko sem rekel sam sebi, šit stari moj, tlele pa bomo mi zagledali svinjakarje,
tudi na našem lokalnem nivoju, tu ne bo čez glih sam politika, ne, tu zdaj izgleda, da bodo in zdravniki, in županje in še po svoji njihovi podporniki, ne, in se rekel, to bo res štala, ne. No, in bolj, ko čas mineva, bolj vidim, da bo ta štala še večja, da je v bistvu pripadnikov in podpornikov v bistvu mnogo več. Jaz sem vam že včeraj nakazal, kako zelo blizu so oni, ne? Kakšen način delovanja imajo. In zdaj smo včeraj nekako preskočili še eno tako spoznavno definicijo. Imamo narcizem, narcistično delovanje, narcistično osebnostno motnjo, to ne rad uporabljam, glih zaradi tega, ker to ni nobena motnja, to je v bistvu zloba, zloba, ki se imenuje narcistična osebnostna motnja. To so škodoželjni ljudje, ki izključno gledajo na sebe, imajo ljudi okrog sebe, ki izgledajo, kot da so prijatelji, pa to niso, oni se družijo čisto zaradi kako smo že rekli, lastne potrebe, ker jih rabijo, oziroma zaradi tega, da družno napadajo empate, oziroma se iz njih črpajo in oni empate sovražijo. Oni so skupaj zaradi tega interesa, da skupno sovražijo. Ne? Ko jih odbiješ, ko jim ne daš več te hrane, bom rekel, ko si postaneš sluzast piton, tudi oni med sabo nimajo kaj delati, ker sovražijo drugega, zaradi tega, ker sovražijo noter sami sebe. In ne morejo gledati naše ljubezni, ker je to nekaj, kar jih žge. In smo rekli, če naša svetloba njih slepi, potem jim bom sežgal oči. In če ne morejo slišati resnice, jim bom sežgal tudi ušesa. Karikiram, nisem sam, vsi smo v tem in naše pleme mora začeti govoriti, skozi evangelisa sem vam pokazal, zberamo se, mrmramo, imamo isto vibracijo in skupaj gremo v istem tonu resnice. Mi smo mnogo več, kot so nam razlagali in gremo ven iz te kletke, ki nas je držala. A zdaj bomo pa jokali za tistimi, ki so nas držali. Kaj bo pa z Jožetom, on bo pa umrl, pa se te je držal krempelj, pa pizda ne crkne. Se opravičujem za tak izraz, vendar mi, če ne bomo postavili jasne meje, da tole pač ne, je ne. In zdaj ta čustvena naveza pa ne sme nas, bom rekel, vršt stera, nas zapeljati v napačno smer, oziroma v to smer, da popustimo pri svojih mejah. Če smo nekoč nekje rekli ne je ne, potem je ne, najbrž še vedno ne, ali kaj? Ali je včasih ja, pa pol je mal ne. Če jaz rečem Lucy sedi, ali pa Lucy pejt sem, pol more priti sem, ali pa se vsest. Ne more pol on jet kaj, pa da jaz rečem, ok, popet pa kaj. Tu ni nobena vzgoja in tu ni noben dogovor. In tako ljudje skupaj ne moramo funkcionirati, niti živali, in gledamo vzgojo mamic, se je precej bolana fora, dej nehaj to delati, in to malo pa malo manj, in to pa lahko, in to malo lahko, preveč pa ne sme, zdaj karkoli, dej reči pa, in ne naredite malo pa, no pa nič, ne. Mislim, tako se on ne bo nikoli naučil, da če smo rekli, to je to. Če smo rekli, zapri vrata za sabo, je zapri vrata za sabo, ne pa, si jih sam preprl, no pa ne bo. Pa tam malo boš vzmeri čez to mejo in tako v bistvu ljudje vzgajamo lastne narcise. Samo zdrav lahko vzgoji zdravega otroka. Bolan ne more vzgojiti zdrave osebe, ne, ali kaj. No, pa ne bom šel zdaj kaj noter predeleč, ker nima veze. No, bolj je bistveno, da se mi postavimo na svoje lastne noge in postanemo pravi ljudje. Jaz sem za vas pripravil eno tlele, jaz moram tlele še narediti takole, pa narediti takole, moram pritisniti črko T, zdaj to, toink. Odgovornost, nekateri čutijo kot napad, zato ker če nisi pripravljen priznati in spoznati svojega toksičnega obnašanja, strupenega obnašanja, pol boš vse to razumel, da je sprejeti odgovornost nase napad. Ste že sprejeli odgovornost lastno za stvari, ki jih počnete? Ste ali ne še?
Mislim, zdaj mi pa slikca nagaja, sem hotel slikco zamenjati, zdaj pa noče zamenjati, no, mislim, pa to ne moš verjetno. Zdaj se moram pa s tehniko ukvarjati, se upravičujem, Turšič je šel zdaj med v tehnično ekipo, je mogel skočiti nekaj porihtati, zdaj sem si še celo bolj zakompliciral, bravo, molička božja. Dobro, bomo zrihtali, sej nismo toliko glupi, a ne? Bom pa takole naredil, ne, drugače moram. Jaz se vam globoko upravičujem, veš, nimam kaj, ker se tudi človek zmoti. Dobro, bomo pa z druge strani začeli. Ja, imamo, dobro. Kaj smo rekli, da je treba prepoznati, ali igraš žrtev, torej si še vedno vpet v narcizem, a si sprejel odgovornost za svoje dejanja ali bo za vsako sranje kriv nekdo drug, to je tudi narcistično dejanje in dokler imaš to v sebi, ne moreš se, mislim, si še vedno na strani, ki ni s plemenom, ne, ampak je proti plemenu. Včeraj je ena taka dobra istočnica mi prišla, da bi naredil en tak seznam, a veš, naše pleme ima te in te lastnosti. Ljudje, ki pa so na strani narcizma, pa imajo te in te lastnosti. Če si ti imaš občutek krivde, potem si še vedno na tej strani. Če ti imaš zamere, jih moraš spucati, če hočeš na našo stran. Če prelagaš odgovornost na druge, boš mogel s tem zaključiti, če hočeš sem. In teh kljukic je v bistvu kar nekaj, ki jih je treba odstraniti. In mi smo se večkrat pogovarjali, vse se začne in konča valjda v glavi, kaj ne? In tudi Buda je rekel, da je vse, postaješ tisto, kar misliš. Ja, valjda. Itak. Zato sem vam večkrat rekel, bodite pozitivni, bodite optimisti, bodite, kadar vam negativne misli priletijo, dejte jih flikant čez ramo, se prijeti pozitivnih, ker to je veliko boljše. Predvsej zanimivo mi je, da ne morem voziti slikic tako, kot sem si zaželil. Sploh ne razumem, zdajle pa zgleda, da pa bo. Mislim, pa res je vse skupaj tako zelo hecno. Ja, zdaj pa bo. Med drugim je to vesolje nekje, ne vesolje, se ne moš verjeti, sam če nekaj predstavim pa ne delam. Dobro, bom pa takole. Bom pa jaz zdaj pa tudi takole naredil. Jaz se vam res globoko opravičujem, me hecajo stvari. Ja, zdaj pa bo. Mi smo se pogovarjali precej o tem, jaz sem se zajebaval, malo sem se norca delal, da sem postal ribič, ne? Pa nisem glih jaz tega rekel zato, ker nimam kaj početi v življenju, ampak sem rekel to zaradi tega, da se naredim norca iz tega. Če si rojen spomladi, imaš lastnosti spomladi rojenega človeka. Če se temu reče, da je v zodiaku ribe, pa ne bo v zodiaku ribe. Ampak ne moreš ti zdaj kar naenkrat reči, zdaj bom pa vaga. Ja, jaz sem pa tako hitro zamerim, ker sem riba. Ne, hitro zameriš, ker si idiot, ne zaradi tega, ker si riba. Ne? In če jaz rečem, da ima riba po horoskopih neke lastnosti slabe za ta svet, za to družbo, potem jaz lahko rečem, da se iz ribe ukinem, ker ukinem svoje slabe lastnosti in postanem ribič. Ribič pa nima teh lastnosti, ki jih ima riba, ne? Ta slabih ima samo dobre, ne? Karikiram, ampak ne moramo mi se spreminjati iz nekaj v nekaj, kar so nam probali reči, da lahko moški postane ženska in ženska lahko postane moški. Na 60 spolov so to razdelili, dajte mi razložiti, kako uspsihirano bolan idiotski sploh mora biti, če to sploh še je, da je pripravljen sploh nagruntati, kaj imaš, levi cizek pa levi jajček pa si spol kuku. Jaz ne zastopam več nič, pa niti nas ne zanima, obstaja samo moški in ženska. Obstaja samo dve vibraciji, ena je pozitivna, ena je pa negativna, ne?
bom rekel, vektorska tendenca. Smer je pozitivno ali pa negativna, zdaj koliko pa jo je pa druga stvar, ne? Po moči. Ne? In ta transgendering in transhumanizem pač ne more pelati tega sveta, kar so nam probali povedati. In tlele je ena dobra zajebancija okrog tega, kjer pravi, da je 21-letni Omar je bil rojen v telesu z napačno nacionalnostjo. To doktorji kličejo transmigrant. Ne? On pravi, jaz sem bil rojen v saudijskem telesu, ampak se ves čas počutim kot Nemec. Ne? Pravi od spodaj, I was born in the wrong nationality. On se je rodil v napačni nacionalnosti, on ne more zdaj se sklapati s tem, da je pa Saudic. On je Švaba. Ne? Mislim, tudi to je taka dobra. Ne se zajebavati, halo, mislim, pa mi lahko obrnemo na glavo 1001 njihovo stvar. Ne? Jaz sem tudi transcepilci, recimo. Se identificiram kot cepljen, pa nisem. Ne? A zdaj ta identifikacija jim pa več ni všeč. Ne? Ta satanizem je res, sej po svoje, ko se greš zajebavati v njihov svet, vidiš, da jih lahko peleš scat milijonkrat. Bolj je problem, da je njihova primitivna laž šla čez vse, medtem pa niti ne bi šla toliko čez, če ne bi bili ljudje indoktrinirani v to smer, da ne smemo razmišljati svojo glavo. Ta zdrava kekčeva pamet je bila popolnoma uničena, testosteron je bil sesut, ženske, mislim, čisto zamenjanje vloge. Mislim, ženska ima svoje lastnosti, moški ima svoje lastnosti, zato pa smo skupaj kot eno in moramo delovati v tej družbi in moški in ženske. In da pa zdaj pridemo do tega emancipiranja, pa zdaj to so ženske lastnosti pa moške. Dragi moji, kakorkoli obračamo, meni se zdi strašno idiotsko žensko videti sekero pa s krampom v roki, medtem ko dec kuha pa pometa pa okna čisti, ne? Res je idiotsko, pa da ne bo pomote, sem prepričan, da lahko jaz spucam in svoje cune in svoje okna in tudi vsaka ženska, ki živi sama, mora znati si sesekati drva. Ma če smo skupaj v družbi, zakaj bi počeli stvari narobe? A drži. In nehajmo mešati stvari, ker so v bistvu stvari jasne. Dajmo si zapomniti, recimo, tudi ta recimo ženska kot taka na tem planetu je edina, ki je sposobna iz duhovnega sveta narediti materialno bitje skozi svoje telo. In ona je generator vesoljskih plovil majhnih, če rečemo naše telo vesoljsko plovilo, v katerem je duša. Ampak iz nje pride ven vesoljsko plovilo z dušo, ukomponirano. To zna sam ženska narediti, ne trans ženska, se zastopimo. In iz tega naslova satanizem ni hotel, da se razplujujemo mi, empati, plemenski ljudje, ampak da se razplujuje skozi maternice, skozi ženske, njihova kri, njihova bloodline, krvna skupina in tle imamo tudi te krvne skupine RH+, RH-, AB01, jaz tle noter ne dam roke v ogenj, kaj je čist glih prav, ampak nekaj s to krvjo je, a ne, tudi kraljeva kri, pa Kristusova krvna skupina in tako se da marsikaj nagruntati. No in iz tega vidika, ker je ženska prinašalka duha v vesoljska plovila, materializira, je bila ženska tudi zelo zaničevana in ponižana in nekaj, čeprav bi v bistvu ženska mogla biti svet, objekt. In izkazuje se tudi zdaj v tej dobi prehoda, preporoda, da ženske gonijo naprej in rojevajo ženske novi svet z žensko zavestjo in žensko močjo, obrambnim mehanizmom preživetja lastnega otroka in lastne biti. Tako da tle še enkrat pohvala vsem puncam za pogum, ki ga je bistveno več kot pri moških. Opažam, malo se poznavamo, malo se seštevamo že in je procentualno res mnogo več žensk in
Po svoje prav klinc, če ti polni, morajo pa babe parjeti na konc. Pa babe, vprosti, nisem to slabšalno mislil, morajo babance to parjeti, ne. No, ko je ženska, zdaj pa bom pa jaz povedala. Tudi mlade punce so čist vija vaja, ne vejo več, kaj je spredi, kaj je zadaj, kaj bi mogli upoštevati in kaj ne. Glavno, da so joški ven, pa kikelca čim višje. Malo so falile, žal. Ampak to je spet bil trend, ne, kjer smo padali na to. Ampak okej, imamo čas mičken prekalkulirati pa reči, tole ni v redu, vsak sam pri sebi. Že včeraj smo se mi pogovarjali o tem, da je kaj je moč, ne. Močen si, kadar it takes zahteva zelo močnega individualca, se pravi zelo močno osebnost, da se lahko usede človek sam s sabo, da umiri notranje nevihte in ozdravi sam sebe vseh napak, dajmo temu reči, brez da bi jih poskušal prenesti na nekoga drugega, ne? V kaos nekoga drugega, ker ko je nekdo v kaosu, mu komot pritisneš še svoje bremena, pa je on kriv, vse je itak že kriv za 100 stvari, pa ne bo še za 101. To je narcizem delo drugače. Tvoje popotovanje v self-love, to pomeni ljubezen do samega sebe, je točno to in točno to delate. Ja, ok, ne vem, če sem bil dosti razumljiv. Skratka, si močen, si močna na svojem potovanju do ljubezni do samega sebe in to se da narediti takrat, kadar si dovolj močen, da stopaš sam s sabo, da se znaš v tišini srečati s svojimi notranjimi boji, nevihtami in bolečinami, ne? Da se znaš sprejeti. Bilo je prošlo. Tam nazaj so bile travme. A jih lahko spremenimo? Ne. Torej, kaj? Sprejeti jih je treba. Bilo je. In ker mi ne gremo kaj nazaj, ampak gremo kaj naprej, moramo tam za sabo zažgati mostove, odrezati stvari, ki niso naše. In zato je potrebna ena, mogoče po mojem, iz mojega vidika, bolj odločnost, kakor pa neka strašna moč. Odločnost, da rečeš, jaz sem s tem zaključil. Tole mene ne zanima, ker mi ne doprinaša ne veselja, ne pozitivnih vibracij, ne zadovoljstva, ne miru, ne nič. In če ne prinaša miru, ni v redu, mora iti stran. Tlele imam jaz še eno, moram C pa T pritisniti, to imam 2 tipke. Skratka, poslušajte univerzum oziroma samega sebe. Univerzum zmeraj šepeta message, sporočilo skozi pesmi, sanje, številke, živali, misli in tako dalje. Ni tudi tako, da vi slučajno zagledate kamen v obliki srčka. Ni tudi tako, da je slučajno se vam pripeljala določena pesem. Ampak če boste poslušali komercialne radije, se vam bo pripeljala napačna. Mislim, tam nekako jaz dovolim, da se nam pripeljajo tlele pesmi, jaz jih nisem izbral, pripeljajo se. In meni se je pripeljalo mnogo pesmi, da ne rečem, koliko številk sem videl, da ne rečem, koliko ptic mi je pelo pesem Čuden. Čakaj, veš, kako je pela? Čuden. In ja, sanje. Koliko je sanj, ki si jih vi niste zapomnili? A ste jih kaj spisali? Ste si kdaj zapisali sanje? Pa pol naslednji dan so bile druge sanje, pa pol tretji dan še tretje, pa da jih spojiš skupaj pa rečeš čak, sem zdaj tlele pa nekaj je. Univerzum z nami komunicira in znaki so vse povsod in nič ni naključje. Zapomnite si, to niso take, pa ne, zdaj pa tu pa misliš, da pa nekaj pomeni. Ja, pa pomeni. Zame pomeni in čau. Čakaj, zdaj moram C pa T pritisniti, ker vam tlele še eno. Kadar živiš na drugačnem frekvenčnem in energetskem vibracijskem polju,
Mnogokrat ljudje ne morejo slišati in razumeti, kar govoriš. Oni lahko razumejo samo toliko globoko, kakor so sami sebe srečali globoko. In ne dovolite, da vam je energija odvzeta, izčrpana, neskončno časa, ko se trudite razlagati svoj svet. Ne? Sem bil dosti jasen. Mene ljudje ne razumejo, kaj govorim. Ali se delajo neumne. Ja, kot bi govoril kitajski jezik. Zaradi tega že od samega začetka probam razlagati kot 3-letnemu otroku. Pa boste rekli marskomu, daj Turšič, ti se že ponavljaš, pa si pa tudi ne. Sej štekamo, kaj zdaj, sej si tu že razložil. Sej štekam. Ja, ampak nekdo drug pa še zmeri ne. Zaradi tega ful želim, da so stvari, da nam se vcepijo. Ne moramo mi drugim razlagati, kdo smo in kdo so oni, kako mi vidimo svet, če ga pa oni ne vidijo niti 10 cm pred svojim lastnim nosom, ker je indoktrinacija bila tako zelo močna, da jim lastno razmišljanje ne dela, sistem pa ni dovolj, da bi bilo razumljeno iti v nekaj več. Poznate ta komad? Veš, da ga? Sem stisnil tipko R, ki pomeni konec snemanja. V redu, ne? No, bom pa imam dodatno delo, ni problema. Tudi to bom zrihtal. Ta sem hotel pritisniti, ki pravi normalno, da je tlakovana pot bolj ugodna in prijazna za hoditi po njej, ampak rožice pa ne rastejo na njej. Ja? Tudi to je nekaj, kar ni nič novega, ampak mnogo lepot je, kadar greš stran od tega, kaj družba narekuje. Route 66, mogoče poznate, je bila cesta v Ameriki, ki je bila krasna, popotniki skozi lepe doline, krasni ljudje, dogodivščina, no, ampak ko so naredili zraven usporedno avtocesto, je Route 66, pa je bila tradicionalna, mislim, mnoga leta huda povezava, je seveda tle življenje crkano, ne. In na avtocesti ni več življenja, si nekoliko hitrejši, ampak hitrost ni nekaj, kar mi v življenju rabimo. Mi ne tekmujemo z nikomer, kdo je prej, kdo je kasneje. Mi naberamo rožice in uživamo življenje. Nekdo jih bo več videl, pa kdo jih bo bolj več pobral, pa kdo jih bo. In ta tekmovalnost je bila tudi satanova ideja. Boljše, novejše, hitrejše, večje, močnejše, jaz ne vem kaj še vse. Skratka, ne rastejo rožice na avtocesti in to isto velja za naravo, ne. Tlele imam še eno, ki pravi, samokontrola je moč. Mernost pa je diploma, ali kako je, master diploma. You have to get to a point, morate priti do ene točke, kjer vaše razpoloženje ne sme biti spremenjeno na osnovi akcij drugih ljudi. Torej, drugi ljudje ne smejo vplivati na vaše razpoloženje. To pomeni, da valjda mer je tisti, ki dopušča, da ne reagiraš. Torej, nič je vse, nič reakcije je master diploma na njihovo provokacijo, ne? Njihovo zunanjo akcijo. Ne dovoli, da drugi kontrolirajo smer tvojega življenja in ne dovoli, da tvoje emocije preglasijo in imajo večji vpliv kot tvoja inteligenca. Ne? Tvoja in naša inteligenca pa pravi, kaj že? Manj je več, malo manj je malo več, nič je pa vse. Nič reakcij na njihove provokacije. Stvar je rešena. In kaj zdaj? Oni bi še, pa ne daš. In kaj zdaj? Ja, si pa težak. Bogati. Vse se mi kar zdi, ja. In še tale se mi zdi dobra. Mi vsi smo v procesu prebujenja, vstajenja, in sprememba je proces in ne
dogodek. Pa boste rekli, sej si rekel, da se bo zgodilo v zelo kratkem, kot bi pomežiknil. Drži, tam se zgodi uvid, ampak človek začne uporabljati svoje možgane in opazovati cvetlice na dnevni bazi. Ne gre to tako, da jih od zdaj naprej je pa vse drugače. Je drugače od takrat naprej, ampak univerzum te še zmeraj sprašuje in ti daje nove lekcije. Mi tako nismo vedeli, kakšno mašinerijo imamo v sebi, kako zelo velik ustroj smo in ga moramo znati upravljati. In da ga bomo znali upravljati, ta mega stroj, rabimo nekaj časa. Ne moreš ti tabornik postati čez noč. Ne? Mislim, lahko postaneš tabornik, sam nisi taborovodja, ne? Ali kaj, pa vodnik pa to. Isto je tle v življenju, pač procedura je. Zato lahko rečemo, da bo proces ustajenja in prebujenja trajal še, vendar čakamo pa nek shift, ki bo pa le dal večji množici nekaj več upanja oziroma navodil smernic. Ja, tam, kjer ptički pojo. A in to je bila zadnja fotka? Ne, ni še. Še ena indijansko imam, ki pravi, da smo mi malo podobni volkovom. In volk ima te iste lastnosti, da je dovolj močan, da stoji sam v tem svetu na svojih dveh nogah. Bodi samo svoj dovolj, da se umakneš, ne? In bodi dovolj moder, da stopimo skupaj, kadar pridejo časi. Okay. Dajmo reči, da smo mi močni dovolj, da že znamo stati na svojih nogah, da znamo biti dovolj močni in samo svoji, da se odmaknemo, kadar je to potrebno. In bodimo dovolj modri, da končno stopimo skupaj, ker časi so tukaj, da stopimo skupaj. Ampak zdaj spet pozor, ni to catch, da se združujemo v stranko, tukaj in tam tudi piknik ni nobeno združevanje v tem kontekstu, ampak da se zares zavemo, kaj so naše vrednote, vrline in tisto, kaj mi v bistvu v življenju želimo, kaj so naše tendence. Ne? Časi so tukaj, lepi časi so tukaj in vse v bistvu štima. Ne? Vi morate samo zaupati procesu, mi vsi moramo samo zaupati procesu, da nas pele prav, ampak ta proces je tudi naše očiščenje in seveda, kadar otrgaš nekaj, tisto, veš, ko se raneš, pa moraš pol otrgati, obliž dol, boli, ampak je nujno potrebno to narediti. Te obliže treba dol potrgati in nas to boli. Ja, verjamem, tudi mene je, tudi spoznanja, ampak so pa odrešilna. Ne? Res je ono, kada bi ruzak dal iz sebe, veš, ko nosiš otroka na rami, ne vem, 4 kilometre, pa ga daš pa dol, se ti zdi, da boš kar poletel. No, tako nekako je tudi tle res razbremenilno, precej komplicirano, dokler ne ugotoviš, da v bistvu sploh ni komplicirano, ne? Tako da ja, čakaj, le imam še tega, le imam. Predstavljajte si, da bi bil uspeh merjen z količino varnosti, ki jo ljudje pustijo koliko varnosti dobite v bližini teh ljudi. Torej, a se počutite v bližini ljudi varno ali ne, pa da bi bila to mera za uspeha. Si predstavljate, kje bi se mi znajdli. Ob precej ljudeh se človek ne počuti nič varnega, prek nevarno je biti preblizu njih. In vam dam še eno zadnjost, ki se bo lepo končala z enim soncem, ki ga poje Vili Resnik. Once upon a time, pred davnimi časi, je bilo enostavno razumevanje, da petje ob zori in mraku je dobro za zdravljenje sveta skozi zabavo. No in ptice se še vedno spomnijo, kako smo in mi smo pozabili, da je svet namenjen, da bi se na njemu slavilo. A veš, pozabili smo mi te stvari.
naj ljubezen živi. Dajmo mi iti skozi zabavo, skozi praznovanje, noči in dneva, vsakega posebej, trenutka kot tacga. Vse je namenjeno temu, da nam je lepo in da nam je grdo, je naredil sistem, naredil nas je majhne, negativne, zbrisal nam je zdravo kekčevo in krpanovo pamet. A ne? Skupaj pojmo vsi, kaj že? Eno sonce smo, vi resniki stvari razumel in vedel. Ja, ni bil on kar eden, ne, pa je pop dizajni. Vse to z namenom, zasmehovanje nekoga, ki je šel naprej, pa zasmehovanje, a veš, skozi humor so pokazali, ne, največji akteri tega sveta, kdo in kaj so. Charlie Chaplin se je delal bedaka, strašno moder človek. Mr. Bean se je delal bedaka do amena, strašno moder, wise man. Pa Jim Carrey tudi, ni se je norca delal do njih do amena. Pa je mnogo polemik, ali on s satanizmom ali ne, ali prodan ali ne. Ampak Jim Carrey je igral v Truman Showu, tam, kjer smo mi. On je igral masko. Maske so vse povsod. A veš, to je spet message dober. Pa še jih je teh igralcev, pa jaz sem zelo slab v filmih, ampak te tri sem si pa kar zapomnil, ker so jih ne moš faliti, ampak oni so nam vsak po svoje pokazali, kaj je smisel življenja, da se ima človek sam sabo lahko lepo, ker napišeš sam sebi pismo. Družbica, naj ljubezen živi, v svobodi srečni smo vsi in skupaj pojmo vsi vle. To je to. Držite se, uživajte na soncu in to je to. Čau, čau.